Pravljica Maša in medved. Nekoč sta živela dedek in babica. Z njima pa je živela še vnučka Maša. Nekega dne so se Mašine prijateljice odločile oditi v gozd, da bi nabrale gobe in jagodičevje. S seboj so vzele tudi Mašo. Dedek, babica, je rekla Maša, pustite mi oditi v gozd s prijateljicami. Dedek in babica sta ji odgovorila: pojdi, vendar bodi blizu svojih prijateljic, da se ne izgubiš. Skupaj so prišle v gozd in začele nabirati gobe in jagodičevje. Vendar se je Maša z vsakim drevescem in grmovjem vse bolj oddaljevala od svoje družbe. Začela jih je klicati, vendar slišal je ni nihče. Hodila in hodila je po gozdu in se popolnoma izgubila. Prišla je v pravo gozdno goščavo, kjer je opazila leseno hišico. Maša je potrkala na vrata, vendar ji ni nihče odgovoril. Potisnila je vrata in ta so se odprla. Vstopila je v hišico, se usedla na klopco zraven okna. Le kdo živi tukaj? Zakaj ni nikogar? A vendarle v tej leseni hišici je živel velik medved. Ko je Maša prišla do njegove hišice, je ravno taval po gozdu. Ko je zvečer prišel domov in tam videl Mašo, se je zelo razveselil. Aha, je rekel, zdaj te pa ne izpustim. Živela boš pri meni. Tukaj mi boš grela pečko, kuhala kašo in mi dajala jesti. Maši to ni bilo po godu, vendar se je morala s tem sprijazniti. Začela je živeti pri medvedu in njegovi zeleni hišici. Medved je vse dni preživljal v gozdu, Maši pa je povedal, da brez njega ne sme iz hišice. Ampak če mi boš ušla, te bom ujel in pojedel, je rekel medved. Maša je začela razmišljati, le kako naj zbeži od medveda. Gozd je velik in ne pozna poti domov. Poleg tega pa ne more nikogar vprašati, kako se pride do vasi. Razmišljala je in razmišljala in se domislila. Medved, pusti me samo za en dan v vasico, da odnesem babici in dedku dobrote. Ne, je rekel medved, v gozdu se boš izgubila. Medved je nadaljeval. Daj raje meni dobrote, jih bom sam odnesel. In točno to je hotela Maša. Spekla je mnogo sladic in jih položila v veliko košaro ter naročila medvedu. Poglej, v košari je mnogo sladic in ti jih odnesi babici in dedku. Vendar zapomni si, da po poti ne smeš odpirati košare in ne smeš pojesti sladic, saj te bom opazovala. V redu, daj mi košaro, je rekel medved. Maša mu je še dejala: pojdi pogledati pred hišico, če bo morda dež. Medved je odšel pred hišico, medtem pa je Maša zlezla v košaro in si prekrila glavo s sladicami. Ko se je medved vrnil, je opazil, da je košara gotova. Dal si jo je na ramena in odšel proti vasici. Hodil je mimo jelk in brez, se spustil proti dolinici in se spomnil na sladice. Ustavil se je in rekel: usedem se na deblo in pojem sladico. Takrat se Maša oglasi iz košare. Vidim te, vidim! Ne sedi na deblu, ne jej sladic. Odnesi jih babici in dedku. Joj, kakšne oči ima, vse vidi, je rekel medved. Vzel je košaro in se odpravil. Hodil je in hodil, se ustavil, usedel in rekel: usedem se na deblo in pojem sladico. A Maša se oglasi iz košare. Vidim te, vidim, ne sedi na deblu, ne jej sladic. Odnesi jih babici in dedku. Medved se je začudil. Kako je zvita, visoko na drevesu sedi in daleč vidi. Zopet je vstal in se odpravil naprej. Prišel je v vas in našel hišo,
kjer sta živela dedek in babica. Z vso silo je potrkal na njuna vrata. Tok, 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 odprite, odprite. Prinesel sem vam mašine sladice, je dejal medved. Takrat so psi zavohali medveda in se zapodili za njim iz vseh strani in začeli lajati. Medved se je prestrašil, pustil košaro pred vrati in začel bežati v gozd. Prišla sta dedek in babica in opazila pred vrati veliko košaro. Kaj je v košari? Je vprašala babica. Dedek je dvignil pokrov in ni mogel verjeti svojim očem. V košari je sedela Maša, živa in zdrava. Dedek in babica sta se jo zelo razveselila. Začela sta objemati in poljubljati Mašo in jo klicala za pametno punčko.